Krivci in odgovorni, kje pa hitijo poslanci z besedami v svoj bran? Zagotovo se ne čutim nič odgovornega za stanje v bančni luknji. Na srečo se ne počutim odgovornega. Poslanec sem dobre 2 leti in večji del teh problemov je nastal pred mojim mandatom. A pri vseh vest, kot kaže, še ni čisto zaspala. Priznam, da imam kot poslanka večkrat slabo vest, da v politiki naredimo premalo, od državljanov in pa gospodarstva pa zahtevamo veliko. Sem odgovoren in kriv za to glih toliko kot vsak posameznik v tem državnem zboru, vsi nadzorni odbori, na koncu tudi vse uprave. Odgovorni ali ne, vsekakor pa polni idej, kako premagati korupcijo. Korupcija mora dobiti ime in priimek in korupcija mora dobiti tudi epilog. In vse, ki so vpletene v tem postopku, čim prej obsoditi. Zakaj jih nismo preganjali? Zakaj noben nadzornik po vašem mnenju ni odgovarjal? Zato, ker roka roko umije. A kljub temu se včasih zdi, da stanja ne dojemajo najbolje. Ne more se zgoditi, da nekateri ljudje, ki so na nek način tudi uničili to državo, eni prek menedžerskih prevzemov, drugi prek političnih odločitev, tretji prek lobijev, ne odgovarjajo s svojim premoženjem, in niso v zaporih ali pa v nekih postopkih. Še kako je mogoče, za bančno luknjo in TEŠ 6 do tega trenutka še nihče ni odgovarjal, čeprav so krivci znani, za njihove grehe odgovarjamo davkoplačevalci. Ja, to se mi ne zdi pošteno, seveda, da pada to na ramena davkoplačevalcev. Tudi nam ne, a druge izbire, dokler politika samo govori, kaj je treba in kako, akcije pa ni nobene, navadni državljani žal nimamo.